Kakšno je zanimanje slovenskega tržišča za uporabo takšnih reševalnih naprav, kot je danes predstavljena spustnica? Moram povedati, da recimo kar nekaj gasilskih društev v Sloveniji, sploh te enote širšega pomena, posedujejo že avtolestve. Ampak gre se recimo sploh za takšne objekte, kot so recimo šole, zdravstveni domovi, domovi za starostnike. Tam, kjer se zadržuje večja masa ljudi, je pa taka naprava zelo priročna, ker kot ste videli pri sami predstavitvi, je možno nekje 10 ljudi na minuto reševati preko te spustnice. Sama priprava in sama, da rečemo, uporaba te spustnice je zelo enostavna in moram reči, da bi dejansko vsaka vas ali pa recimo vsako manjše mesto, ki ima vsaj nekje višine določenih blokov ali teh stavb, recimo 4-5 nadstropij, potrebovala takšno zadevo. Wir haben heute die Rettung mit einer Rutsche aus 15-20 Metern gesehen. Mich würde interessieren, zu welchen anderen Anlässen man auch diese Rutschen benutzen kann, nur für Gebäude oder auch für andere Zwecke. Also es gibt prinzipiell einmal zwei Arten von Notrutschen, das heißt, die stationären Gebäuden eingebaut werden, so wie Sie gerade erwähnt haben, beziehungsweise die mobil für den Einsatz der Feuerwehr sind. Und dann gibt es noch Sonderkonstruktionen zum Einsatz zum Beispiel in Magnetschwebebahnen oder auch zum Beispiel in Flughafen, Airport Towers. Und also Sie haben viele Möglichkeiten. Überall dort, wo Sie eigentlich einen zweiten Rettungsweg missen, dort sollte man eigentlich dann, wenn es baulich nicht anders geht, einen Rettungsweg mittels einer Notrutsche schaffen. Sie kennen vielleicht den Vergleich zwischen Slowenien und anderen europäischen Ländern. Wir sind also derzeit am Beginn, den Markt so aufzubauen, dass man ganz einfach die Feuerwehr davon in Kenntnis setzt und die Verantwortlichen, dass es so ein Rettungssystem gibt und dass es sicherlich eine Möglichkeit bedeutet, um die Leute zu evakuieren im Brandfall. Was können Sie uns über die Materialien, aus denen die Notrutschen gebaut sind, sagen? Es gibt also wieder zwei prinzipielle Typen von Materialien, das heißt, den Sie heute gesehen haben, das ist ein Rettungsschlauch mit einem schwer entflammbaren Gewebe, das auch wasserfest imprägniert ist. Und dann haben wir noch ein Produkt, das ist aus Konix gefertigt und das hält eine Flammtemperatur bis zu 480 Grad aus. Kako nasplošno ocenjujete opremljenost šol, vrtcev in konec koncev tudi domov za ostarele z možnimi načini evakuacije v primeru požara ali podobnih nesreč? Dejansko so takšni objekti bolj kot ne prepuščeni sami arhitekturni rešitvi. S takšnimi napravami dejansko v Sloveniji nobena ustanova ne razpolaga. To, kar smo mi pripeljali v Slovenijo, ni neka noviteta v evropskem merilu. Pri nas pa to nadomešča že obstoječe stare spustnice, katere imajo pretečen življenjski rok oziroma rok uporabe. Vse takšne ustanove, katere nimajo zaradi arhitekturnih ovir, starosti stavbe, postavljeno zasilne izhode na takšnih mestih ali pa požarne stopnice vgrajene v objekt, kjer imajo samo eno reševalno smer, ki ponavadi poteka po stopnišču. Stopnišče pa vemo, da je v realni situaciji v požaru predstavlja dimnik, kjer se dimni plini pa produkti gorenja širijo pa temperatura navzgor, je evakuacija po takšni smeri nemogoča. Zato jim nudimo tudi postavitev fiksne spustnice v objektu na takšni dostopni lokaciji, kjer z skupno oceno mislimo, da je to najboljša rešitev in spustnico prilagodimo tistemu objektu. Kakšne so pa kaj omejitve glede spustnice? V mislih imam predvsem nosilnost, dolžino. Sama omejitev, bomo rekli, po kilaži, ker se spušča reševanec za reševancem, zdrži spustnica sigurno 200 kg ene osebe. Maksimum višina reševanja z prenosno spustnico je 35 metrov višine reševalne, kar pomeni, da je pri višini 35 metrov spustnica dolga 50 metrov. Vertikalne spustnice, se pravi fiksne, ki se pa proizvajajo za objekte, kot smo jih prej omenili, pa obstajajo do višine 90 metrov. Zakaj je spustnica boljša rešitev kot na primer reševanje z lestvijo ali z blazino, ki se napihne na tleh? Predvsem v tem primeru, ker kot se sami opazili, spustnica ima pritrjen okvir na okno in reševanc nima možnosti gledati na tla, ne more dobiti straha pred višino in se v takšni spustnici počuti varnega. Skok na napihnjeno blazino ne zmore vsak. Še manj so to sposobni delati otroci. Popolnoma nemogoče je pa izvajati reševanje na takšen način z
osebami, ki imajo pa gibalne motnje ali so pa nepokretni. Spustnica napram reševalni napravi, kot so gasilske avtolestve, je neprimerljivo cenejša. In pa tudi avtolestev rabi svoj čas za postavitev za reševanje, spustnica pa v tisti dobi, ker naprimer z avtolestvijo s košaro rešimo 2, 3 osebe, pri spustnici ta številka naraste že na 10.